pomagali prijaviteljem na zadnjih razpisnih rokih, je Kultura stiča točka v Sloveniji organizirala dvodnevni dogodek v sodelovanju s Centrom Evropa in Muzejem sodobne umetnosti Metelkova. Letos je prelomno leto, mineva 10 let, odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih Evropske unije za področje kulture. Toplo vabimo vse izvajalce z področja kulture, ki sodelujejo v mednarodnih projektih, da se prijavijo na prihajajoče razpisne roke. V prihodnjem letu se iztekajo zadnji razpisni roki programa Kultura, zato smo v goste povabili dr. Sonjo Kralj-Bervar z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, da nam je predstavila novi prihajajoči program Ustvarjalna Evropa. Danes smo pripravljeni skočiti na zadnji vlak za kulturo. Sama sem bila povabljena, da nekaj povem o novi kompoziciji vlaka, ki prihaja na Novci. Govorimo seveda o novem programu Ustvarjalna Evropa, ki bo vozil v obdobju od 2014 do 2020. Da pa ne bi govorili samo o teoriji, smo povabili tudi predstavnike uspešnih kulturnih organizacij, da so z nami delili svoje izkušnje pri vodenju projektov. Mi smo bili, kot ste že prej videli, dosti uspešni že od začetku leta 2000, predvsem kot so partneri. Je pa tako, da je pač prijavitelj oziroma koordinator na nek način najbolj izpostavljen. Formalno oni bojo podpirali nekih naših nacionalnih malih projektov predstav. Tako da to, kar potem s partnerji vzpostaviš še ob enem takšnem evropskem projektu, se mi zdi pa res češnjica na vrhu smetane. Na dolgi rok pa bi jaz rekla, da program Kultura je omogočil nek tip mednarodnih sodelovanj, kot drugače mogoče ne bi bil možen. Naslednji dan pa smo se na delavnici poglobljeno lotili projektnih idej. Udeleženci so imeli priložnost, da so se skozi oči evalvatorja lotili projektnih idej svojih soudeležencev. Ta izkušnja ocenjevanja prijav drugih udeležencev bo pripomogla bodočim prijaviteljem pri pripravi svojih projektnih idej. Slovenski prijavitelji so na razpisih programa Kultura zelo uspešni, zlasti od leta 2008. Kot primer lahko navedem rezultate zadnjega razpisa za leto 2012, ko smo na razpisu za projekte sodelovanja zasedli zavidljivo 3. mesto, takoj za Nemčijo in Francijo, in za seboj pustili na primer Italijo, ki je vedno na zelo visokih mestih. Uspehi slovenskih prijaviteljev so res neverjetni, zlasti če upoštevamo, da kar 10% vseh odobrenih projektov iz programa Kultura pripada slovenskim prijaviteljem. Vedeti pa moramo, da v programu lahko sodeluje kar 37 evropskih držav. K uspehom slovenskih prijaviteljev je zagotovo pripomogel tudi nacionalni mehanizem sofinanciranja, ki ga je v preteklosti omogočilo Ministrstvo za kulturo, v prihodnje pa upamo, da ga bo ohranilo novo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Upamo, da je k uspehu slovenskih prijaviteljev prispevala tudi Kultura stična točka. Z vami smo že 10 let.